našem podjetju Procesni inženiring smo v okviru razpisa pripravili projekt kreativno-inženirskega zelenega inkubatorja, ki je prvič sistematično v slovenskem prostoru združil kulturno-kreativni sektor z inženirskim. Predhodno tega sodelovanja ni bilo. Namreč naše podjetje se ukvarja z izdelavo čistilnih naprav, potem sušilnic in pa peči, ki velikim industrijskim obratom privarčujejo od 30 000 do milijona evrov in dejansko prispevajo k temu, da mi vsi v naši družbi vdihavamo čistejši zrak. Zato nam je bilo zelo pomembno vključiti kreativni sektor, ki je k nam na področje marketinga, strateškega odločanja in pa design managementa prinesel popolnoma sveže vsebine in da smo hkrati z razpisom, ki je bil namenjen vsem mladim iz Slovenije, spodbudili, da so na to področje inženirstva in pa okoljevarstva prišle sveže ideje in pa koncepti. Ideja za zeleni inkubator se je pojavila še preden smo v našem podjetju naleteli na ta razpis. Ta sredstva so prispevala, da smo se bolj konkretno in sistematično osredotočili na to povezovanje med kreativnim in inženirskim sektorjem, da je bil dotok novih idej bistveno večji, ki ga drugače brez teh sodelovanj ne bi bilo, in da smo v resnično večjem obsegu dosegli publiko, torej praktično vso zainteresirano javnost, da smo segment tistim, ki nam sledijo, bistveno razširili. Prav tako smo pa dobili odprto neko novo pot, kako negovati naše odnose z drugimi podjetji, saj smo kasneje po zaključku projekta z njim pravzaprav nadaljevali z uvedbo tako imenovane zelene izjave, s katero se podjetja zavezujejo sledenju določenim ekološkim smernicam pri spodbujanju zaposlovanja mladih in pa v povezovanju s kreativnim sektorjem. Z našim projektom zelenega inkubatorja smo dejansko v praksi pokazali, da dva popolnoma različna sektorja, tako kot je kulturno-kreativni sektor in pa inženirski sektor, lahko ravno zaradi te različnosti, ki jo nosita v sebi, prispevata k drugemu. Naš inženirski sektor je tukaj pridobil v zelo kratkem času veliko število novih idej, predvsem s strani mladih, ki so zelo neobremenjeni s tem, ali je neka izvedba ideje mogoča ali ne. Tako smo seveda spoznali neke nove inštrumente, ki jih lahko uporabljamo pri vzdigovanju konkurenčnosti našega podjetja, tako na domačih kot pa tujih trgih. Te ideje so seveda vplivale na strateško odločanje v našem podjetju k nekim novim pristopom v design managementu in pa seveda v marketingu. Izredno smo veseli, ker smo si na začetku zastavili to sodelovanje v bolj ožjem obsegu, vendar je ta obseg ljudi iz tega sektorja, ki so sodelovali, pravzaprav iz vsakih 2 mesecev na naslednje obdobje izredno hitro rastel. In tudi vsi mladi, ki so se potem na koncu tega projekta prijavili na naš razpis, da rečem, razmišljanja inovativnega na področju inženirstva in pa kreative, ves ta nabor idej je bil resnično neverjeten in ideje, ki so jih ustvarili tako s prijavami, kot potem na zaključnem dogodku, ki je potekal en dan in kjer smo preverjali znanje in sposobnosti teh mladih, je pokazal, da je to področje, kjer se ta dva sektorja združujeta, možno še razvijati naprej in da ima potencial.